Pomurski sejem že več kot 60 let povezuje kmetijstvo, živilsko industrijo, gozdarstvo, okolje in podeželje. Njegova najbolj prepoznavna prireditev je mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki vsako leto poteka v Gornji Radgoni. Tudi na letošnjem sejmu, ki je bil konec avgusta, je seveda potekala svečana podelitev priznanj ocenjevanj Vino Slovenija Gornja Radgona in Vino Slovenija Gornja Radgona Bio. Osrednje ocenjevanje je združilo 140 pridelovalcev s 550 vzorci vin. Ocenjevanje biovin pa 6 pridelovalcev s 16 vzorci vin. Med nagrajenci je bil tudi gluhi vinar Bogomil Starc, ki je prejel veliko zlato in srebrno medaljo. Letos sem presenečen, da sem prejel veliko zlato medaljo za vino Vitovska Grganja, belo vino iz leta 2016. V bariku francoskega lesa je zorelo 7 let. Vino je imelo lepo, kakovostno, zlato-rumeno barvo. Druga nagrada je za penečo vino Rosé, ki nosi ime moje hčerke Emanuele. V penini so mešanice 3 vin, Merlot, Cabernet Sauvignon in Teran, okus pa je svež in mladosten. Ocenjevanje poteka v začetku julija. Postopek je zaupen in brez stika med vinarji in ocenjevalci. Vsak vzorec se oceni po več kriterijih, kot so videz, vonj, okus in splošni vtis. Najboljša vina prejmejo medalje, naziv vinar leta pa dobi tisti, ki izbere največ točk s 5 vzorci iz 3 različnih kategorij vina. Ko sem prejel pismo z rezultatom, sem deloma pričakoval uspeh, saj se zavedam kakovosti svojega vina. Kljub temu sem bil prijetno presenečen in potočil nekaj solz. Vsi v družini smo bili veseli. To mi daje motivacijo za nadaljnje delo. Vedno iščem svojo pot, da dosežem najboljše rezultate. Trenutno kaže dobro, zelo sem vesel. Vinarstvo zahteva veliko truda, znanja, volje in odrekanja, da nastane kakovostno vino. Kot vsak vinar si tudi Bogomil in njegova žena Barbara vedno prizadevata za izboljšave in nadgradnje v svoji vinski kleti. Naju zanima podrobnejše področje vinarskih konzorcijev in vitezov pri nas in v tujini. Druga stvar pa je, da bi rada ustvarila nov prostor v vinski kleti, namenjen degustaciji vin za obiskovalce, ki bi lahko prišli tudi z avtobusi. Rad bi, da se pri nas počutijo vsi dobrodošlo in spoznajo zgodbo, da tudi gluhi lahko kakovostno opravijo delo kot slišeči. Spodbudne besede me vedno spravijo v dobro voljo. Rad bi se zelo zahvalil svoji ženi, ima dobro žilico za raziskovanje vin, pri tem pa jo podpiram. Ko poskušam svoje vino, mi je super, a za nagrade in medalje je zaslužna predvsem ona. Vino vedno najprej dam njej poskusiti in glede na njeno reakcijo in mnenje ocenim, kakšno je. Kakovost vina velikokrat prepoznam po vonju in okusu.
Kmalu grem v pokoj, kar mi daje veliko prednost. Več časa za vinogradništvo. Rad bi se včlanil v Združenje slovenskega reda vitezov vina. Veliko ljudi mi je svetovalo, naj se pridružim. Vitez vina pomeni, da raziskuješ različna vina po Sloveniji in Evropi ter moraš poznati vsaj 100 vrst. Rad bi se jim pridružil, širil svoje znanje in napredoval na svojem področju. Vinski konzorcij je uradna skupina vinskih kleti ali vinarjev, ki sodelujejo pri promociji in zagotavljanju kakovosti vina. Člani konzorcija si med seboj izmenjujejo znanje, izkušnje in skrbijo, da so vina prepoznavna na domačem in tujem trgu. Vinski vitez je naziv, ki ga prejme vinar, katerega delo in vina strokovnjaki ocenijo kot odlična. To priznanje poudarja vrhunsko kakovost, spoštovanje tradicije in strokovnost pri pridelavi vina.